Nadaljujemo torej s pogovorom o usodnih trenutkih. Z veseljem na oder vabim Nino Grilc, podjetnico, glasbenico, vplivnico in femme fatale 2025. Nina, dobrodošli, izvolite. Jo lahko seveda pospremimo z aplavzom. Z veseljem vabim na oder Gala Jakiča, parasmučarja in paraolimpica. Gal, dobrodošli. In prosim, da se nam pridruži Nataša Matič, vodja oddelka za bančno zavarovalništvo Zavarovalnice Triglav. Dober dan, Nataša. Izvolite. Tako, spoštovani gostje, lahko se še malce udobno namestite, prižgete mikrofone, prosim. Vas pa znova vabim na slajdo, bom malce tvegala, upam, da tokrat deluje, in vas prosim, da z nami delite svoj odnos do tveganj. Ali v življenju radi tvegate, sprašujemo zdaj na slajdu. Aplikacija deluje, da ne? Da, dobro. Zdaj pa prosim sporočite, če radi tvegate, potem smo dali nekaj odtenkov tega kar drznega vprašanja v resnici. Brez tveganja ni napredka. Redko, rad imam stvari pod nadzorom. Ampak mislim, da kar jasno kaže tale odziv, kakšno je razpoloženje med občinstvom. Nataša, kako bi vi glasovali? Ja, dober dan vsem skupaj. Jaz bi se tudi odločila za to prvo, da saj brez tveganja ni napredka, tako da me veseli, da je kar nekaj ambicioznega občinstva med nami. Nina in Gal, kam bi šel vajin odgovor? Jaz sem sicer mnenja, da v življenju je ključno ravnovesje, tako da absolutno se strinjam, da brez tveganja ni napredka, ampak seveda z neko zmernostjo. Ja, pri meni tudi dosti podobno. Jaz sem bolj v tistem bogem 1% tamle, da imam rad stvari pod nadzorom in da tem primerno potem pač vem, kaj so riziki takrat, ko se za kakšno tveganje tudi odločam. Zelo dobro, super. Pa bi zdaj šli kar zelo neposredno k temu pogovoru. Se pravi, prosila bi vas, če lahko z nami delite, kateri usodni trenutek je najbolj preusmeril vašo življenjsko pot. Gal, kar vas prosim, če z nami delite ta usodni trenutek. Pa ne vem, če bi ga sicer označil tako zelo usodnega, ne? Ampak jaz sem imel pri 13 letih, v bistvu prej sem bil športnik, treniral atletiko, pa sem pa pri 13 letih imel infarkt sprednje spinalne arterije. Zaradi tega infarkta je prišlo do pomanjkanja prekrvavitve ob hrbtenici in pravzaprav čez noč sem potem ostal na invalidskem vozičku, tako da brez kakšne fizične poškodbe ali pa tako, in se je pač življenje malo zasukalo. Ko pravite malo zasukalo, kako se je zasukalo? Ja, to je bila kar po eni strani malo šoka, ker pač enostavno ti si šel spat zdrav, zbudil si se tako, da si se pač usesti nisi mogel. In naenkrat se določene stvari, ki so se ti v življenju zdele samoumevne, pač niso več tako samoumevne, vključno s hojo. Mene je pač v tistem trenutku držal po koncu, oziroma najprej si tak, jaz pravim, lih prav neumen, ker si 13 let star, da to je super, da ne veš čisto dobro, na kaj to vse bo v življenju vplivalo in te to ne potre mogoče to, kot bi te, če bi bil odrasla oseba, ki bi imela to sposobnost predvidevanja naprej. In jaz sem bil takrat prepričan, da je to neko začasno stanje. Jaz sem klical svojega trenerja atletike, pa sem rekel, da mene 14 dni ne bo na trening. In potem v bistvu ugotoviš, da to lih 14 dni ne bo, ne. In v tem procesu me je nekako ta potem skok v šport na nek način zvlekel, ker v športu se naenkrat nismo pogovarjali o tem, kaj koga boli, ampak smo se pogovarjali o zelo navadnih stvareh in me je bil ta povratek v šport
povsem drugačen šport, ampak še vedno šport. Zelo pomemben v temu, pač, da sem enostavno potem iz tega zgradil najprej prvo, če vzamem Cenetovo, ne, pa potem še drugo kariero v športu. Se dotaknemo obeh v nadaljevanju. Rekli ste, Gal, stvari, ki so bile samoumevne, potem niso več. Nina, tudi vi imate izkušnjo, ko zelo ostro zareže dogodek v življenje. Lahko delite svojo zgodbo, prosim? Seveda. Ja, v bistvu je popolnoma drugačna zgodba, ampak kar nekaj paralelnih situacij oziroma trenutkov. Jaz sem v bistvu z možem, ki je bil profesionalni športnik, pričakovala tretjega otroka, 2 otroka sem imela že doma in je prav tako v bistvu, če v enem trenutku sem dobila novico, da se je ponesrečil na smučišču in tudi umrl. Tako da pač za nas je bila to, mislim, ekstremen šok. V eni sekundi se z njim pogovarjaš po telefonu, naslednjo ga ni več. Seveda večji šok je bil v bistvu, ker je prihajal na svet nov otroček, bila sem 3 tedne pred porodom, tako da je bilo treba manevrirati 2 otroka, ki sta bila znotraj te situacije, otrok, ki je bil na poti, hkrati en kup enih življenjskih stvari, ki to potegne za sabo. Je pa seveda šok, jaz vedno pravim, tudi neka pozitivna fiziološka stvar, ki jo naše telo proizvede, da se v bistvu, tako kot mogoče pri 13 letih, tako tudi v tisti situaciji ne zavedaš čisto točno, kaj vse to povleče za sabo, ampak se pač spopadaš z trenutki sekventno, kakor prihajajo. Ja, sej, ko pravimo usodni trenutek, ne, in sta nas oba zelo konkretno popeljala v usodni trenutek, ampak tisto, kar sledi, je najbrž še težje. Kdaj je bilo vam najtežje, Nina? Jaz mislim takrat, ko pride v bistvu neko zavedanje resničnosti tega. Prvotno so to res take težke emocije in trenutki, da se jih niti psihično, niti fizično jih ne dojemaš, jih ne moreš povzeti. S časoma, v bistvu, ko se stvar začne usedati, ko se zavedaš, da ta človek ne bo prišel skozi vrata, ker nehaš čakati, ker se v bistvu življenje dogaja naprej, brez te osebe, medtem ko se te v bistvu na nek način življenje ustavi in ko si primoran nadaljevati svoje življenje, kljub temu, da ga na nek način ne moreš isto oziroma enako, kot si ga prej. To so potem tisti trenutki, ki so zavedanje tega, no, v bistvu, kaj se je zgodilo. In sprejemanje. Nataša, kaj so ponavadi usodni trenutki, s katerimi se soočate v delu, ki ga opravljate, pa morda lahko delite tudi kakšnega svojega osebnega? Ja, glede na to, da sem vodja oddelka bančnega zavarovalništva, je nekako naša mantra našega oddelka, da v prvi vrsti ozaveščamo bančnike, zato ker so oni potem tudi podaljšana roka k nam do naših strank. Tako da ja, srečamo se seveda s temi realnimi trenutki, kot so se zgodile pri Nini, predvsem pa tukaj v ozadju potem pride družina bolj do izraza, predvsem takrat, ko se je tisti, ki ga danes več ni med nami, zakreditiral. In seveda je to potem še dodatno breme, ki pade na družino. Takrat seveda pride najbolj v ospredje to, kako se je zavaroval. Ali je pomislil na posledice, kaj če se zgodi tisto najhujše. Zdaj, če primerjam sebe, ko sem delala včasih v bančništvu, smo res veliko časa namenili temu ozaveščanju strank, kako pomembno je, da ko ti prevzameš, ko se zavestno zadolžuješ pri banki, kako pomembno je, da poskrbiš za finančno varnost tako sebe kot svoje družine. Če to danes preslikamo, smo naredili res konkreten napredek pri tem in tudi ozaveščanje oseb, ki pridejo v banko in so se pripravljene izpostaviti kreditnim tveganjem, so na drugi strani zelo dosledne tudi temu, da poskrbijo za lastno finančno varnost in pa za finančno varnost svoje družine.
Če izhajam iz mogoče nekega svoje anekdote življenjske, a ne, tako kot sem že na začetku povedala, jaz res rada tvegam, ampak tako kot je že Gal povedal, imam pa zelo rada zadeve pod nadzorom, a ne, zato me je tudi nekako verjetno poklicna pot pripeljala do tega, da danes delam v zavarovalnici na področju osebnih zavarovanj. In seveda imam tudi partnerja, ki zelo rad tvega. In ko smo si midva ustvarila družino, si on nekako zamislil, da bo pa še malo bolj tvegal in je pripeljal domov motor. Seveda sva v tem partnerskem sistemu, da pač vsak si uresničuje svoje želje, ampak so tudi določeni pogoji. Sem jaz prišla domov za polico življenjskega zavarovanja. Sem rekla, da se na tej strani imava tvojo željo, na drugi strani imava varnost. Nekaj časa je potem minilo, seveda hvala Bogu se mu ni zgodilo, je še vedno zdrav in živ. Sedimo mi v bistvu z družbo na novoletnem srečanju in smo se nekaj v partnerskih odnosih pogovarjali in seveda moj partner izpostavi, kako imam jaz njega rada, a ne, da sem poskrbela zanj v smislu, da sem ga zavarovala. In potem je bil moj feedback do njega, mislim, strinjam se, da te imam rada, ampak še rajš imam pa sebe, a ne, ker če tebe ni, pustiš ti meni posledice finančne, tako da v tem smislu no, nekako je fajn, če tvegamo, ampak pomembno pa je, da imamo tisti plan B, če pride do neke takšne situacije, kot se je zgodila Galu ali pa Nini, da imamo neko finančno podporo, ki jo potem v bistvu izpolni zavarovalnica. Ja, v finančni podpori ste v bistvu zelo dobro razložili, bi zdaj kar razširila temo v bistvu na neko varnostno mrežo. Finančna varnost, ok, zagotovo super, ampak medosebna podpora, psihološka, družinska, kdo je recimo tvoril Gal in še zdaj tvori to vašo varnostno mrežo? Pa jaz mislim, da na začetku najbolj pomembna je bila meni tista prva opora v smislu tega, da nihče iz tega ni delal res velike panike okrog mene. Ne? Da je pač družina to nekako sprejela na nek način, ne? Kakorkoli je bilo tudi za njih to najbrž še večji šok kot zame. Da si potem imel pač teh par bližnjih kolegov, ki so hodili najprej v bolnišnico in tako, ne, in smo se pogovarjali o normalnih stvarih, nismo se pogovarjali o tem zdaj, kaj voziček, pa kako voziček, pa kaj bomo zdaj, ne, pač. In ko se je ta okolica začela relativno normalno odzivati, sem se pa lahko normalno, sem jaz imel v bistvu to možnost, da se obnašam normalno, pa se ukvarjam sam s sabo, ne pa s tem, da sem jaz potem, poleg tega, da sem v neki prilagojeni situaciji, še v oporo nekomu drugemu ven. Ne. In mislim, da to je bilo zelo ključno, ne. In potem ta drug moment, ki je pa bil pa to, da me pa hkrati niso prav zelo dosti ujčkala. Še zmer pač moj oče je imel enkrat vmes nek preblisk, pa je rekel, sem jaz se lih dobro začel nazaj na noge postavljati, pa je rekel, pač doma ni vozička, pa sem imel bergle. Pa sem se mogel pač pred vrati sem mogel vstati, pa se navaditi na to novo situacijo. Takrat je bilo meni tudi jasno, da pač, če hočeš ti kaj narediti, če hočeš nek napredek doseči, pač moraš malo delati. Nina, kako ste sestavili svojo varnostno mrežo? Ja, zdaj jaz sem se v tistem trenutku zavedala zelo jasno, da moja opora, ki sem jo poznala, je pač ni več. Moram pa jaz biti steber in opora za 3 ljudi, ki so 100% od mene odvisni. Se pravi, podobno, meni izredno v tistem trenutku ni pasalo in mi je bilo zelo važno, da imam okrog sebe močne, pozitivne ljudi, ne v bistvu ljudi, ki bi me pomilovali ali pa v bistvu v tej situaciji iskali preveč negativnih točk. Tako da jaz sem si v bistvu potem sestavila skoraj da ne popolnoma nov krog, nov steber. En del tega stebra je tudi v občinstvu, ampak ja, moji prijatelji v bistvu, ljudje, ki so lahko vsem z neko mero sočutja, ampak realnosti mi stali ob strani in če ne drugega bili v bistvu samo neka pozitivna veja, pozitivna opora. Nataša, kako v življenju najti pravo mero med optimizmom in tem, se bo vse v redu, kaj ćemo komplicirati, in tem, da vseeno rečeš, aha, kaj pa če ne bo?
Ja, zdaj, če izhajam iz mladih, nekako še iščemo način, kako bi prišli do njihovih src in do tiste odgovornosti. Jaz sem se res zelo mlada zavarovala in to življenjsko zavarovala. Se pravi, ob prvi zaposlitvi, stara sem bila 20 let, tako da a sem takrat se že zavedala, kaj to lahko za sabo potegne, moram priznati, da ne. Da sem bila pa zelo poslušna in poslušala tisto bančnico, ki mi je to svetovala, pa sem. Zdaj, tako kakor je že Nina v uvodu povedala, največji fokus pri zavarovanjih dajemo na materialne stvari, se pravi avto, dom, to je nekaj samoumevnega in na tem delu smo že toliko napredovali, da to nekako je del seveda našega življenjskega sloga. Me pa čudi v vsej moji poklicni karieri, tako v bančništvu kot zavarovalništvu, da sem v bistvu imela priložnost samo eni stranki, ki je prišla sama k meni po življenjsko zavarovanje. Vse ostale stranke, katere so sklenile življenjsko zavarovanje, je bil v bistvu moj nasvet do njih. Tako da res, jaz vedno pravim, vsi, ki se rodimo, stopimo na vlak življenja. Od nas je res in na koncu imamo vedno postajo, na kateri stopimo in vedno bomo vsi stopali. Pomembno je, kako si mi v bistvu na tej poti na vlaku uredimo v bistvu svojo varnost in seveda tudi varnost svojih najbližjih. Zato je to zelo pomembno, da se o tem, res o tej temi odkrito pogovarjamo, tako doma, tako v širšem okolju, tako v službi, tako kot gremo v banko, je tudi pomembno to, da veliko mladih danes odhaja v banko vsaj po neko storitev, bodi si odpreti račun, da si v tistem času tudi vzamemo čas za svetovanje in da poskrbimo v bistvu v prvi vrsti zase. Če se navežem na to, vsi mi danes smo se pripeljali sem, ali smo bili udeleženci v prometu, bodi si peš, bodi si s kolesom, bodi si z avtom ali z avtobusom. Jaz sem imela priložnost veliko avtomobilov zavarovati v banki, ampak niti enega, ki je pri meni zavaroval avto, nisem spustila iz poslovalnice, dokler ni poskrbel za svojo finančno varnost. Ker to se mi zdi bolj pomembno, zaradi tega, ker ko pride do neke prometne nesreče, vedno bomo imeli priložnost si bodi si popraviti avto, kupiti novega, zato obstajajo banke, leasingi, vedno bomo imeli priložnost, če ne takoj, pa čez nekaj časa. Ko pride do neke takšne situacije, bodi si trajne invalidnosti ali pa končne posledice smrti, takrat pač nove priložnosti nimamo. In takrat je zelo, zelo pomembno, da imamo ta nek finančni ščit, kljub vsej tej moralni podpori, ki jo dobimo znotraj družine in hvala Bogu, da jo imamo in verjamem, da je veliko pripomogla, ampak na drugi strani nam pa odstrani tiste slabe misli in tisto, ko imamo v glavi, da nas pa vseeno čakajo neke obveznosti, ki jih moramo poravnati, bodi si prilagoditi dom v primeru invalidnosti in tako naprej. Zdaj bi odprla, prosim, še prostor za vaše vprašanja. Znova se lahko pridružite na slajdu in zastavite kakšno vprašanje našim gostom. Medtem ko pišete, pa Gal, ker ste prej razkrili, da bi se dali med tisti 1%, da imate radi stvari pod nadzorom. Kako opredeljujete varno življenje in kako uspešno življenje, oziroma je to povezano? To je pa težko vprašanje. Mislim, jaz varnost razumem v tem smislu, jaz sem tudi počel en kup neumnosti, vključno s tem, da sem pač na enem dogodku zavarovalnice Triglav se peljal po hrbtišču planiške velikanke z zastavo na idejo enega od tiskovnih predstavnikov Smučarske zveze in z ne preveč razmisleka. Mal ja, ne pa toliko zelo, kot bi si ga človek želel, ko gre 115 na uro. Pač ti poskušaš takrat imeti pod nadzorom maksimalno vse tiste stvari, ki si jih pač nekako uspeš zamisliti, da bi lahko šle narobe, in jih poklukaš.
Seveda obstajajo tveganja, ki se jih ne zavedaš, pa jih ponavadi, tako kot mi rečemo, ugotoviš takrat, ko se ti zgodijo, ne? Ampak to mislim, da je pogoj, da dejansko kljub temu, da mogoče so kakšne stvari izgledajo malo bolj noro, pa malo bolj brez glavo, ne? Da velikrat pravzaprav imamo zelo dobro premišljeno, kaj lahko gre narobe in kaj se bo zgodilo takrat, ko gre narobe in kako smo se mi poskušali vsaj prilagoditi na to, da pač narobe ne bi šlo. Ne. Nina, kako vi uravnavate negotovost, tveganja, izzive, ko se zelo pogumno lotevate novih projektov? Ja, v bistvu v takih situacijah življenjskih si vedno razdvojen nekako, ne? Se pravi, nočeš v bistvu otroke in sebe postavljati v situacije, kjer bi lahko potenciral negativne izide podobne temu, hkrati pa si želiš še toliko bolj živeti. In v bistvu najdeti to ravnovesje, jaz mislim, da pač je predvsem to, da živiš, ampak da živiš varno v narekovajih, tako da probaš predvideti možnosti za negativne izzive, seveda to maksimalno zmanjšati in pa se pripraviti na možne pač tudi negativne izide, ne. Se pravi, ali je to za zavarovanje, ali je to v bistvu recimo, ko peljem otroke na goro, ja, gremo na goro, gremo na ledenike, ampak se pozanimamo o možnostih tveganja, jih pač tudi otroke informiramo o tem, da so tudi oni pripravljeni, se pravi, maksimalno se probamo na situacijo pripraviti, zato da potem pač lahko brezskrbno v njej uživamo, ne. Otroci pa tako ali tako vedno preizkušajo meje, ne? Ja, to mislim, da je v njihovi naravi, ne. Oni se ne zavedajo teh tveganj, zato jaz kot starš je pač to moja naloga in na večjih področjih seveda. Ja, super vprašanje smo dobili, če berete drobni tisk v splošnih pogojih, najbrž je to mišljeno zavarovan. Nataša, morda, ne vem, Gal in Nina lahko na hitro odgovorite, najbrž ne berete drobnega tiska, ne vem, sklepam. Gal ima očala od prvega razreda osnovne šole, Bere, drobni Gal tisk bere. ni njegov prijatelj. Nina? Ja, jaz mislim, da si kot človek bogat takrat, ko nimaš samo finančnih sredstev, ampak tudi čas. In nažalost, če bi ves drobni tisk vedno prebrala, bi mi to zelo pač veliko časa vzelo. Tako da mislim, da gremo ponavadi pri tem drobnemu tisku, kadar smo v dvomih v to, da preberemo, v osnovi pa tudi pri teh pogojih poslovanja gremo kar mal na neko zaupanje, skoraj da ne, no. Nataša, bi vas prosila, če samo hitro poveste, na kaj naj bomo pozorni pri drobnem tisku, kaj pa vseeno fino preveriti. Ja, tako kot je že Nina izpostavila, ne, tisto, kar nas najbolj skrbi oziroma tisto, kar vzpodbuja naš dvom. A ne. V tem primeru gremo brati seveda drobni tisk oziroma preverimo v splošnih pogojih. Če zdaj mene konkretno kot zavarovalničarja vprašate, ali berem splošne pogoje, ja, preberem jih. Ne takrat, ko sklepam zase zavarovanje, preberem jih izključno zato, ker izobražujem ta del in je zelo pomembno, da poznam vsako podrobnost. Ko pa sklepam zase življenjsko zavarovanje, bodi si avtomobilsko, pa vse skupaj pa res je, ne berem, a ne, zaradi tega, ker zaupam svojemu zastopniku, zgradila sva si tak odnos zaupanja, da tudi takrat, ko imam neke pomislike, je on tisti, ki mi odgovori na vsa moja podvprašanja. Je pa pravilno, no, da si vzamemo za ta del čas, da preberemo, glih zaradi tega, da si nekako potrdimo, ali smo si sklenili primerno življenjsko zavarovanje ali pa katerokoli drugo. Zdaj pa, če smo že pri samem sklepanju, Smo pa tudi že zelo pri koncu. Ja. Je zelo pomembno, da ko enkrat sklenemo polico življenjskega zavarovanja, da nam ne ostane nekje v predalu in da pozabimo na njo, zaradi tega, ker se nam življenje spreminja. Zgradimo si lahko ali dobimo novo službo, družino, otroke. To pomeni, da se nam tudi slika življenjskega zavarovanja lahko bistveno spremeni. Zato je zelo pomembno, da vsak produkt, ki ga sklenemo in je zato dolgoročen, da ga nekako tudi skozi svoje življenjske cikle spremljamo in ne pozabimo na njega. Zelo pomembno. Nina, dve vprašanji za vas, Gal, dve vprašanji za vas, lahko kar morda združita.
Ja, mene je v bistvu spremenila kot osebo, popolnoma ta izkušnja. Zdaj, želim si živeti maksimalno in to prenesti tudi na otroke in jim omogočati čim bolj polno življenje. Hkrati pa, če to strnem v bistvu še z naslednjim vprašanjem, prav tako je to finančno zelo velik zalogaj. Se pravi, greš iz dvostarševske družine, baziraš svojo družino, število otrok, način življenja, glede na prihodke dveh oseb in se na koncu v bistvu to vse prenese na eno osebo, tako da breme absolutno je bilo veliko, sploh v tistem trenutku, v bistvu sem bila jaz en dan na porodniški, tako da nisem bila niti zmožna za delo, kar je pač intenzivno zmanjšalo naše prihodke za tisto obdobje. Tako da absolutno to pomeni restrukturirano razmišljanje in način življenja. Jaz v bistvu sem začela takrat potem veliko bolj se poglabljati v to, kako strukturirati naše življenje finančno, kako zavarovati sebe in otroke v primeru, ker pač v naši situaciji ravno takrat prvo leto po 25 letih Marko ni imel življenjskega zavarovanja, ker je imel občutek, da ne tvega dovolj, da bi ga potreboval, ne? Pa se je v bistvu na koncu izkazalo, da včasih so stvari zelo nepredvidljive in življenje je nepredvidljivo. Tako da nekako grem finančno po strukturi nekih 3 vej, v bistvu, da si lahko zagarantiram prihod financ iz 3 različnih področji, da če se pri kakšni karkoli izjalovi, da je še zmeraj neka druga opcija. Dajem pa absolutno prednost življenju kot takmu, izkušnjam, temu, da potujemo, temu, da pač probamo otrokom tako finančno, kot pa tudi življenjsko podariti čim več. Ker gremo, ne? Se pravi, ja, kakšno delo, se pravi, moje športne kariere konc bilo 2014, tako da bom to vzel kot kompliment. Pa ne odraz trenutne forme, ker to je bolj slabo. Ampak trenutno sem v vlogi vodje panoge za parasmučanje na Smučarski zvezi Slovenije, vloga, v kateri zelo uživam in mi je zelo fajn in jaz vedno rečem, da je to čast in privilegij, da pač to lahko počnem. Kar se pa tiče finančnega aspekta življenja, definitivno pač določeni dodatni stroški pridejo z temi 15 kilami železja, ki jih imam jaz že dobrih 20 let ves čas pod zadnjico. In je treba pač tudi te stroške mogoče včasih planirati. To so lahko zelo majčkene stvari, se pravi od tega, da ne vem, prilagojeni hoteli, ko mi nekam gremo, moja žena je tudi na vozičku, pa je še mogoče zanjo še bolj pomembno, da imamo mi res prilagojene hotelske sobe. To pomeni, da mi praktično v hotelu pod 3 zvezdice ne moramo spati, čeprav noben od nas ni prav občutljiv na življenjski standard. Tako da recimo to so take stvari in če se mogoče tukaj malo navežem, zelo bi v bistvu izkoristil te zadnje sekunde, ki jih imam na voljo, da bi se res zahvalil Zavarovalnici Triglav, ker se mi zdi, da z določenimi iniciativami, z investicijami v šport, tudi z projekti, kot so Mladi upi, zelo lepo v bistvu pomaga pri grajenju tudi slovenskega parašporta, tako da še enkrat hvala. Hvala lepa vsem 3 sogovornikom. Z nami so bili Gal Jakič, Nina Grilc in Nataša Matič. Najlepša hvala in lep dan še naprej.